To moj prijatelj, to je on vam povedal. Evo ljudje, lejte, takole je tole užitek. Kje se to midva vozva? Tu je Silvotova ideja, da tale pot nekam pripelje. Wow, kakšen hud razgled. Lejte to. Ja, lejte, kakšen kanjon. Tu dol bi moglo super jet. Zdaj pa malo panika, ker smo zgubili dron, ker je signala ni in je nervoza na višku. Dragi gledalci, evo, odhajam na krajše potovanje, izlet. In s prijateljem Silvotom greva tradicionalno, tako da pričakujte veliko smeha, veliko zajebancije, tako da super bo, evo, lejte, najne stvari. Več je mojih, kakor Silvotovih, razen Silvo ima 3 smuče, tako da tu so, on je udeleženec svetovnega prvenstva v akrobatskem smučanju. Evo, Silvo, ta čokolado je, Silvo, gremo. Kaj? Se kaj veseliš? Ja, čisto. Ti spokojno. Se bojiš, da bo spet kakšne take plezarije, ki so bile tam, ki sva drona zgubila? To še ni nič. To, dragi gledalci, če še niste pogledali, morate pogledati, ker je zanimivo. Silva, kaj imaš tu za eno čokolado? Ne kupujte v Mercatorju čokolade, ki je najdražja. Koliko smo dal za eno? 2 evra. 2 evra. Ja, srce me boli. Srce me boli. Ja, pa bo šlo do Bosne. Ja, ne vem. Ja. Bom prej, ki bom zabil. Silva. Prispela midva v Banja Luko. Bo šlo Silvo tole. Kam si me neče zdaj pripeljal? Ja, zdaj te bomo pa pretepli, oropali. Tale gorc, pizale, kje si ti najdel? Ja, lej. Še ven ne moraš zdaj. Gospod je ven šel? Dej, kar ne paz, da ne boš... To je še robnik? Ne, ta je stopnica. Ja. Ma se je dobro, gremo pogledat. Majster mi je napisal, da je ključ na oknu iza kuće. In evo ga, lej ga, Silvo, vidiš? Kako imam jaz to vse zmenjeno. Ajde, pej tudi klient. Že? Ja, ne vem, tole vse izgleda. Tle imamo kuhno. A prvič to, kje rekel? Ne vem, nekaj se kur, a ta radiator ima, kje bomo pa spali, pa ne vem. Dragi gledalci, napište v komentar, koliko mislite, da je naj tole koštalo. Aha. Tlele bo zgleda za enega, Silva. Upam, da nisem mislil, da bo oba dva tlele spala. Dej še tamle odpri. Toplo pa je. Aha, evo, tle notri imaš, lej. Evo, tle pa še eden, lej. Majster nama radiator je zrihtal, lej. Tole pa... Ja, Silva, lej, punco boš lahko pripeljal, če boš dobil kakšna. Kluk je pa čisto... A ja, kljuko si že uničil. Je ne, če gledalci napište, to je dvigal. Ja. A več se. Če kje pa kopalnica? Ne vem. Je sploh je? Čak. Po mojem bo spodaj. Tlele bo. Bo. Sam ne znam luči vžgati. Tlele imaš, lej. Dej, vžgi. Evo. Ja, lej, takole je. Malo iz drugih časov je Silva.
Tako, bo Silva za zdržati? Ja, lej, A, ti si bolj gospod na železen zdelaš. jaz Marvel pa to, pa, a veš, premožne punce me okrog vozijo, pa grem po Ja, stavu. kašno fino ne smeš dobiti, če boš se brpelal ne bo. Ti me pa peleš na tele luksuzne apartmane. Ja, lej, tako je to. Silva, zdaj bo je pa pasala, a? Zdaj bo pa sedel na pristen, na pražen želoček. Evo, jaz bo treba jeti. Dva pi. Midva sva, jaz sem se odločil, no, da greva kele kot muje, ker naj bi bilo kao najboljši čevapi, sicer to ima vsak svoje, ampak sem že velikrat prebral, da je tle kot muje najboljši. Tako da, lejte, to je tukajle, so se malo matrala s parkingom, so se že tle men pelala, pa nisem bil čist prepričan, če je odprto. Jaz upam, da je. Bo tole, bo. Gremo. Evo, pa so prišla na svoj račun, lejte, te čevapčiče so Banja Lučki. Silva, dobra porcija, boš zadovoljen. Tudi jedno se, kaj salačno. Veš, da se bova. Pa še kajmak, tako da vrhunsko. Drugače pa mi je bilo tole malo čudno, ker jaz sem že enkrat bil v tej čevapdžinici kot muje, ampak sem bil nekje ob reki. Mi je bilo čudno, da so zdaj pa tukaj nekje v centru. In tudi, ko sem doma gledal, mi ni bilo jasno, ker sem rekel, da je na stran reke. No, zdaj sem pa tukaj šefico slišal, ki je drugem govorila, da imajo 4 te poslovalnice. Ta je drugače, čist taka mejhna, sicer zanimiva, komaj so plec dubla, zdaj so ljudje ven šli, ne. Drugače pa lejte, tukšnole tule je, tamle odzad kuhna, tule pečejo, ampak prijetno, tako da sem prepričan, da bo odlična. Zdaj bo Silvo tudi degustiral, ali bo, ali ne bo. Daj, ajde. Ko si ti rekel, da kruha ne ješ več? Ja, kruha ne, ampak tole pa lepnje pa še. A ja, tako si se to odločil. Ajde, da šlišmo. Lejte, da pa veš, da niste z nami. Ja. No, jaz verjamem Silvo tudi dober, tako da vam ne bom nič jaz govoril še svojega mnenja. Glavni razlog, zakaj so se Silvotom ustavila v Banja Luki, ga boste videli zdaj zelo kratkem. Sicer imam en slab občutek, da nekaj ne bo, ampak upam, da bo. No, tole so pa tele toplice, kjer se lahko kopaš, kjer je termalna voda. In za čuda niti enega človeka. Zato me je zdaj strah, ne, ker čeprav se malo kadi tamle, tako da bo. Midva so se Silvotom tamle kopala, Silvo une le je čist zalit. Ga je reka zalila, pa unmu ne bo šlo. Ajde, da vam pokažem vse. Tlele so se nazadnje, ko so bila Silvotom, tudi smučanja sva šla in je bila gužva. Je pa res sonce sijal, tako da so tudi zato bili ljudje bolj navdušeni. Lejte, tlele je celo kao mal savnice. Tako da, kaj Silvo, greš od tega? No, tle je problem, ker je zalilo, ne? Ker je vrba sniži, je tamle odzadej lep bazenček in se lepo fino kopaš, ne? Ampak si so bazenčki tudi tamle? Ja. Gremo še tle. A ja, kaj, ja ni vroč? Ja, Silvo, pa tule ne bo. Sicer imam slab občutek, ker lejte, premalo se kadi. Premalo se kadi. Tako da ne vem, ne, lejte, drugače pa super, no. Vidite, tle je tudi še en bazenček, pa ga je tudi vrba se zalil. Ja, sej da bo leden. Tlele pa je mogoče že malo boljš videti. Tlele se pa že malo kadi. Lejte, tale bo po mojem kar dober, da probam. Bo, Silvo, bo.
Bo. Evo, tale pa še boljši. Evo, lejte, Silvota se že, lejte, tu se tle pride, ne, in seveda, ne, tudi ta je sigurno toplejši kot undol. Da vidimo, koliko je tle topla voda. Ja, lepo topla, tako da bo, evo, lejte, Silvota, počakamo, da se preobleče. Silva, kaj so tu tiste tvoje gate za 30 €? Koliko? Dajte ljudje, vi povejte, če bi vi dali 36 € za gate. Kaj? 36 se pravi. In dobite jih od trgovine Obsession. Ajaj, 36 €. 36 € gatka, lejte. Silvo, in kaj punce pravijo na te gate? Ja, da se dobro drgnejo. Evo, Silvota, ajde, da vidimo, Silvo. Da vidimo, edina kopalca tlele v celi Banja Luki. Kako je? Mrzlo! Ni mrzlo. Nakladaš še. Koliko je mrzlo? Je dober, a? Šesa mi stiska. Nakladač tale Silvo. To moj prijatelj, to je on me bom povedal. Evo, ljudje, lejte, takole je tole užitek. Zdaj je Silvo glih omenil v Kostanjevci, ki je termalni izvirček, termalni bazenček. Silvo, pa si ti kaj šel, ne? Ja, sem šel. In si mene zatajil. Ja. Povej, kaj je bilo. Je bilo tam ene 5 takih krepkih fantov, domačinov, Ja. ki so preklinali onega idiota, ki je to na objavil, da je zdaj tam gužva, da nikoli ni placa, da hodijo vsi, ki se stikati, utikati, šampančke piti in ne vem kaj, ne. Ti veš, kaj pa meni enkrat rekel eden? Da je pa fino, ki sem to objavil, ki več žensk pride. Ki unje pa so ne hodil ženske, ki usvajati. A ja, te pa to druga. Ja, pa veš kaj, tam je fajn, ki je hiter kontakt, ki bi malo placa, ne. Bil malo placa, A veš, ja. tam se samo malo rad nazaj pritisneš, pa že ne osloniš, ne. Ampak je pa zajeban, če se kakšni gamsi not, ki pa lahko pačeš. Je pa tudi zajeban. Ampak veš kaj je pa dobro, da je ravnina za bežati. A ti si že malo grunto, da si mogel bežati zaradi mene. Nikoli ne veš, da si že malo gledal teren, kurva, kam je on prasnil. Tisti fanti so mi taki onek postavni močni. A ja? Ja, oni športniki, ne. Ja. In so te prekleli, so rekli, kurva idiot, kva je šel, pa je to objavil. Vse je zjebal zdaj nam vse, jo. Ja, vidiš, to je sebičnost. Sem zatajal kavun, pa je že Kristus že. Juda. Ja, kurc, vidi, če imaš take prijatelje, je to kurc. Ja, veš kaj, No, Silvo, ampak kako je pa tle je pa kar čisto fino. kurco, toliko brez veze, da kar doma bo. A ja. Džabe, da hodite okrog, doma bote, pa televizijo gledajte. Prvi pa drugi program. Neč, mi da bo še malo naprej uživala. Je pa tle zdaj, jaz bi rekel, da je tam med 28 in 30 stopinjama voda. Tako ne, če bi bilo ene 5 stopinj več, ne bi se nič pritoževal. Pogrešam unjo tam na Azorih smo imeli skozi 39, pa je bilo bolj toplo, ne, tlele zdaj, ki je pa okoli nule, bi bilo pa fino, ki bi bilo tistih 39 stopinj. Bolj kakor takole, ne, čeprav tudi tole ni slabo. Veste, kaj je pa zdaj problem, ljudje? Da bo nič. Ja, je kar strah. Zjebe. Gorc, a te zebe? Zdaj je pa pred Silvotom ena zadeva, ki ni nič lušna. Jaz sem jo že dal čez, Silvo jo bo pa še mogel, tako da Silvo kar dej. V glavnem, od zunaj je bolj sigurno minus ke plus. In zdaj si pa zamislite takole z vode jet. Silvo se bo zdaj malo naredil frajerja, ne. Kao, manj nič težkega, ne. Praviš, vse je v glav, ne. Če je vse v glav, petke le malo vrba so zadaj. Ajde, da vidimo.
Da vidimo tole, ljudje, lejte ga. Pa to je nemogoče. Se tle še malo toplo najbrž. Ajde, dajmo Silvo. Silvo, ne morem verjeti. Pa ti si car, da te no kaj zadelo, te bom imu navesti, no. Boš sploh prišel ven. Joj. Tule bi se pa malo krivega počutil, če bi te kaj streslo. Pusi ste, pusi! Ne, tole pa, pa iz tople vode umrzlo, ne. Sej najbrž čist mrzla, ne. Ne, to je topla. Mene zjebe, ki te gleda. Ne, tako hitro teče. Ja, me je pa presenetil tale Silvo, tako da, evo, lejte, jaz sem za njega čisti zmrzljivc, tako da tole je res neverjetno. In da se mu ne mudi, veste, kako sem se jaz smatral. Mene je zeblo pa vse. Imaš vse v glavi. Vse. Se pravi, pol, če si ti v glav zamisliš, da je ena zaljubljena, vate je zaljubljena. Ne, to pa čutam. Kaj čutiš? To je energija, tako kot drevo, ki daje energijo. Vse odvisen. Vi samo gledate neki dal, ne vem kaj bom podaril, sem podaril, to je brez veze, ljudje božji. Drevo tukaj neče podrema pa svojo energijo. Ti si magnet za ženske, sigurno, kad tole takeli, ki imajo v nekih energijah govorijo, pa to so zmeraj aktualni. Jaz sicer takem pravim nakladači, ampak kurc, imajo jih pa več kot jaz. A si imel nogico na moču. Neč, lej, Silvo, car si vsaka ti čast. Pa gate si zore kupte, ne tistega sranja na tam. Dobro jutro iz Banja Luke. Evo, Silvo zaklet. Samo kuču. Ja. Evo, imamo Banja Luke, imamo jedan stan. V avto mi bo lepo v gru, tako da plan je bil, da greva na Banj Brdo, ampak gledajte, ker ni čist nobenega razgleda, je čist brez sveze, tako da greva midva kar novim dogodivščinam na proti Sarajevu, pa se bova kaj vmes kaj ustavila in bo to. Evo, sneg imava. Tole so šla zdaj iz Banja Luke, greva proti Sarajevu čez Kneževo. Silvo kar grunta, da bi tlele turne smuče vzel. Silvo, ali bova šla jest kmal, pa si rekel, da kruha ne ješ. Ja, lej. Ti kvače mi do travnika jed z avtom tvojim, ti pa smuče, pa te dol počakam. Tako da, lejte, fantastična idila, tako da lepo nekaj. Silvo, ta je strah, da bo kje nasedel. Ja, Madonna, Silvo, tule z Mercedesom svojim pridem, ne? Tvoj Mercedes tam v garaži, pizdar. Ej, jaz se moram tle vozati, če ste pokojebeni, imamo pa doma tisto kanto Mercedesovo on je skozi govoril, koliko jih bo na tist račun, pa ne vem, če je šta padlo. Neč ni bilo, Silvo. Jaz se moram pa tle jebati, skoraj. Polej kam grem v PM, čez Antidem, kje je že v glavnem, kje smo? Na smučišču Kneževo. Sploh nisem jaz vedel, da je tle smučišče in mi da greva zdaj gor na vrh. Evo, tle Križičnica, pa bova malo tule preverila, če dela ali ne dela. Nisem še bil tle, tako da ne vem. Zgleda, da je smučišče zaprto, ki je premalo snega, ampak je pa dela najbrž, ker lejte, ratrak imajo, ne? Evo sanke, tukaj je to en lokalček, mora biti takrat, ki je kar zanimivo. To ne sanke imajo, ne? Ja, drugač pa lepih kraj,
Glejte, kakšni vse razgledi na okolico. Ni slabo, ni slabo. Gruntan, če bi dron spustil. Mečkam tlele. Kaj, Silvo, čem ga? Ne vem, ali pa če gremo na uno stran gor, pa grem jaz peš pol gor. Kam greš ti peš? Gor po smučišču? Ja. Ja, lahko, ajde. Napravi. Ajde, Silvo. Ti pa dron spušča pol. Ajde, zdaj vsak tele ima svoje vesele. Kje se to midva vozva? Tu je Silvotova ideja, da tale pot nekam pripele. Bomo videli, če ima prav ali nima. Ampak se ji dela pa kar je. Tako da voziti se je fino, samo da ne bova kje ostala. Nima keten. Pa sva prišla nekam, eno vasico. Taka zanimiva. Vsaj meni, no. Tle bi človek prišel živeti za kakšen teden, da se malo vdahne od vsega. Samo interneta ni, to je problem. Silva, zdaj sem se spomnil, veš, da je bila tam tabla Golo Brdo, tako da bova do enega golega hriba prišla. Samo lej, da če bova pol tudi nazaj prišla, tu me ne skrbi. En nasprot pripelje, pa bo odvrdo. Ja, tu pa ček polahko. Jebe, in ti kam pa zdaj? Ne vem, kam bi ti šel. Ni mi preveč všeč to. Jaz bi šel gor, dol lažje prideš, ko gor pol. Aj bo Silva se pizdu name, če bomo kaj zaje. Če dale slab izgleda, Silvo, gas, če se vstal, ne bo šlo naprej. Majster se ti je omaknil, ali si tle asfalt, tako da bo. Da vidimo, Silvo, ta šoferđija, ali bo ali ne bo. Silvo, tle pa po koncu, a bo še šlo. Sam si Silvo odloč, nočem. Tlele, pa ne vem kaj bo. Bob steza, lej, tlele bo pa konc. Če pa tlele speleš, Silvo, si pa car. Je lej pa, da boš. Car si, Silvo. Madonna, lejte to. Lejte to. Pa to je neverjetno, bi rekel Bavdek. Odpeljal sem te v največje selo. Lej, tale traktor pa ima 50 let. Sej une mojster je tamle gruntov. Kaj mi dva tlele rineva gor najvrš. Evo, to je to. Kraj epizode. Kraj epizode, lej. Ja, neč, nazaj bo šla Silva. Je bila zanimiva dogodivščina. Ali ne? Ja, ja. Še enkrat povej, Silvo. Tole ni več smešen. Ni, ne. Tale Tomaš pide, da drkava gor v klanc. Ja, si, v klanc bo šlo. Treba pa nazaj prvi. Ja, to pa nisem gruntal, Silvo. Vse ti, kar gruntal samo kanarček pide, sam za naprej. Za nazaj. Tringal. Lejte, kaj je tak golc. Naslednjič gremo s tismo Mercedesom. Lej, ata bejš. Ata bejš, te mi dva blemza, bo bilo slabo. Zdaj Tomažek se pripravlja tlele, da bo nekaj dvignil, zdaj ne vem, kaj ima v mislih. Nekaj hoče dvigati, kaj je to? Ja, se veš. Dron? Jaz rad dvigujem. Mogoče pa v kakšni umolora. Ujebem, to pa je. Ja, zdaj ga Tomaž. Se bo odklenil. Silvo, zdaj greva pa v avto, pa gremo z dronom. A zdaj se bo tole za nama peljala, kva? A tako praviš? Ja, prav. Oziroma pred nama. A ja?
Pa bo naj gledali. Sonce tako, ja. O, moj oro. Se kable tam ne moram jerkati. Veš, Silo, kako bo tu v snežnem lep tvoj armen avto? Ja, lej, zato je remen avto, na celem teden pa vijolčast. Pa bo A ja, pa... boš vijolčast, kako? Ja, zdaj imam tako narejen, da menjam tale seta, veš. Glej, kako je lep, Silva. Ja, če bi jaz tako lep. Ja. Neč, ugasen, gremo. Zdaj je pa malo panika, ker smo zgubili dron, ker je signala ni in je nervoza na višku. Ne vidim avta, je veoma. Ja, zgleda, da smo zgubili dron, tale spet vsakeč, ko greva ga nekam vsejeva. Niti ne vem, kako bo to rešila. A tole nima nobenega homa. Zakaj ni signala v pitku master? Kurba. Silo, zakaj ne vidim avta? Ja, ne vem, a si ga po pot peljal zdaj. A vidiš pot? Kurba. Avto je dosti česa, ne? Ili bi mogel biti na menoj. Kaj če ga pa spustiš dol, pa ga po poti pelješ, Bom, ja. si zdaj ni nobenega avtomobila. Ta trenutek. Ne, veš, kje ga imava? Tam ga imam, kjer sva štartala. Tam ga imam. Kaj bo šel zdaj? Dej greva hiter, Silva, nazaj. Ga ne moram nekje obrniti. Hiter boš, dej nehaj.
Evo, lejte, tole ga je najdel, zgleda ga je dol, a ga najdel, kje je? A še srce dela? A je što spet Jurčka v Maloro skoraj, kje je? Skoraj lega. Lega, jaz sem mislil, da je pa unta bil, jaz sem pa mislil, da je unta bil tam od zadaj. Ne, mene sneme na drona, ker se ga ne vidi. V glavnem, veste kaj je bilo? Ni bil signal, sem zgubil, tle nisem nič videl in to je bil problem. Madonna. Tebe bojo tele dromi v zemljo dali. Če me ženske niso v grob spravile. To bojo pa droni. Jaz mislim, da je to kar delikatno. Sam da je prišel. No evo, zdaj je prišel domov. Za konc zeban. Pripelj ga v garažo. A kar vrata odprem, bi ga šparkiral dol. A kar takole ga boš ti to prijel zdaj. Malora, to je oreh zvarina. Ne. Silo, zdaj pa nekaj pojesti. Zdaj pa čevapčiče pojedo. Kaj pa jaz, ko sem 5 km rikver srino po teh host? Sem bil jaz peš hitrejši. Ja, hitrejši sem se še mogel še umakati, da te prehito. Vsi on je propelil in se nič ne umikajo tlele. Jaz moram pa po teh. Ja, seveda. Ja, drugač bi to letel kam drgam. Dobro se rešila. Gremo dalje. Uvijek, kad sem ja, je dobro. Drugač pa ena dobra izkušnja, jaz nisem vedel. Meni je kazalo, da je dron tik nad mano, ne? Mi je kazalo, distanc je bilo 3 metre. In mi je pa tle sliko zamrznilo, ker ni bilo signala. Ja. Polje je pa le pokazalo, sem pa le kaj tak markanten kraj bil, tam, ko sem ga dvignila, da sem pogruntal, da je pa dron tam, ne tam. Ne, ampak on ti kaže od tam, ko ga dvigneš, koliko je stran, ne tam, ko si ti trenutno. Tako dobro, nekaj smo se naučili. Nekaj si se naučil, ne? Ja. Neč gremo dalje na čevapčiče. Silva zajebala sva. Nisva brikete vzela s seboj, jebe mu Boga, evo, lej. Zdaj pa kuže, ko nam... Bogi, kuže, sej meni, da tle kaj gostilna, kaj dobi. Kaj dobijo, ja, upajmo, da... Lega, sam taj pa čist Bogi pa zgubljen. Joj, sploh ne morem gledat me kar. Kuža, kako si? Bogi si. Evo, zdaj gremo še tole gor pogledat, da vidimo, kaj je tole. Tamle v teli gostilnici sva jela. Wow, kakšen hud razgled. Lejte to. Lejte, kakšen kanjon. Tu dol bi moglo super jet. Lejte, tamle ima pa lejte tiste lesene hiške. Tu je od te restauracije. Ta restauracija se imenuje Kanjon. Po tem kanjonu globoko se sploh ne vidi tale. No, gor na vrh pa, kot ste že prej videli, je pa taka hiška. Lejte, imajo tudi stole, mize. To je verjetno vse od tegale restauracije. In verjetno tudi tle lahko naročiš za jest. Kaj ti misliš, Silvo? Po moje, ne, jaz bi tega odšel. Drugač pa lejte, reka dol teče. Ja, mora biti zanimivo. Evo, je tle tudi neka pot dol. Ugar piše dol, mogoče ta reka Ugar. No, tole polet mora biti zelo zanimivo. Silvo, sem te dobro pripeljal. Ja, zdaj ambient je v redu. Tle na eno skalba, jaz vem, kad neka voda Kanjon, teče. Kanjon, ja, voda pa teče in tu znamo bo zdaj čisto pospešili pri tele probavo. Tu so se odločila za tele čevape, ne? Silvo, filozofiraš namesto, da bi povedal ta glavne stvari. Lej, povej, da je fino, kaj tam le kamin od zadaj, da te v hrbet greje, ko si že malo bolj star, da ti kosti pregreje. Drugač pa ja, lejte, vrhunsko, lejte, spet teli Banja Lučki, s čebulo so malo šparali. Ja, pa če tako mogoče pa bolj močno. Ne, je čebula mora biti velik, tako da fino bo tole, fino. Po tistem stresu bo fejst pasalo. Zdaj smo pa prišli na en tak zelo žalosten kraj. Vam bom povedal, zakaj. To je vas Ahmiči. To je 500 metrov iz glavne ceste Jajce-Zenica. In tabla je, in sem že milijonkrat videl tablo za Ahmiče in sem rekel, enkrat se moram tukaj ustaviti
In da vam povem, kaj je tukaj bilo. Leta 1993 je hrvaška vojska tukaj pobila 116 civilistov. In ne boste verjeli, jaz sem sicer zdaj par videov poslušal v avtu, enega, ki sem kar rekel, lahko to Silvo potrdi, sem rekel, pa se ne morem to poslušati. Glejte, najmlajša žrtev je bila stara 3 mesece, najstarejša 82 let. Grozno, grozno, grozno. In tudi, če malo po YouTubu poslušate, boste videli, kako grozno. Glejte, pa zgleda, da ima ta vas je dobila ime po Ahmičih. Glejte, tukaj je mrtvih kar 44. 44, ne moreš verjeti. Tako da, res grozno. Tako da, vidite, to je to. Vojna čist brez veze. Vsi moramo zagovarjati mir, ker pol pride do takih stvari in to ne moreš verjeti, ne. So pa ta zločin je naredila hrvaška vojska nad Bošnjaki, se pravi muslimani, in tukaj so ubijali otroke, ženske. Rečemo, v Srebrenici so Srbi se ženske, otroke odpeljali. Tako da grozno, grozno, grozno in zanimivo, da tisti, ki so to naredili, se še zdaj hvalijo s tem in pravijo, da bi isto naredili. To sem zdajle, ko sem poslušal en video, slišal. Tako da katastrofa, ne. Tako da to bi se mogla tudi cela nacija takih ljudi sramovati, ampak jih pa častijo, ne. Tako da ljudje, srečni smo samo lahko, da nismo še doživeli vojne, oziroma jaz jo nisem, pa tudi večinoma nas v Sloveniji jo ni, če odštejemo tisto 10-dnevno vojno. Tako da, glejte, tole je zadnji prispevek današnjega dneva. Zdaj greva s Silvotom direkt proti Palam, kjer prespiva in so potem 4 dni tam. Malo bova smučala, bova videla, kaj se bova počela, ampak tisto bo že nov video, tako da glejte ga. To pa tisti, ki niste naročeni na moj kanal, se naročite. Všečkajte, napišite kakšen komentar, pa se vidimo v naslednjem videu.